Lep pozdrav vsem skupaj. Kibernetski napadi so danes med najpogostejšimi vzroki za izpade in motnje v poslovanju. Zato organizacije potrebujejo jasne postopke, pripravljeno ekipo ter preverjene odzivne prakse, ki omogočajo hiter, usklajen in nadzorovan odziv, ko pride do varnostnega incidenta. Na današnjem webinarju bomo govorili o tem, kako prepoznati in obvladovati najpogostejše kibernetske napade, kakšna je vloga Centra kibernetske varnosti pri zaznavanju, eskalaciji in koordinaciji odziva, kako pripraviti učinkovite načrte odzivanja in okrepiti operativno odpornost organizacije. Z nami sta danes Ivana Žolgar-Olenik in Metod Platiše, strokovnjaka za kibernetsko varnost Telekomu Slovenije, ki bosta predstavila dobre prakse zaznavanja napadov, odzivanja na incidente ter priprave organizacije na situacije, ko je potrebno hitro ukrepanje in je to tudi ključno. Predavanje bo trajalo približno 45 minut, ja, kar pripravite se, ful bo zanimivo. Nato pa bomo 15 minut namenili tudi vašim vprašanjem. Vabljeni, da jih že sproti zapišete v Q&A okno. Najdete ga zgoraj, vmes pa še jaz napišem, pa lahko še mi vmes kaj početamo. Tako da posnetek današnjega webinarja boste tudi prejeli po dogodku, na elektronski naslov, s katerim ste se prijavili. Kadarkoli pa nam lahko pišete tudi na elektronski naslov kibernetska.varnost@telekom.si. Če imate kakšno vprašanje, če vas karkoli vas zanima v zvezi s kibernetsko varnostjo, seveda, in s to vsebino webinarja. Tako da, Ivana, Metod, izvolite, beseda je vajina. Hvala lepa. Bom kar jaz začel z vsebino. Računam, da se je večina že povezala. Ali rabimo še kaj počakati? Ali bi kar začeli? Po mojem, se lepo še preklapljajo, ampak ja. Kot si rekla, bo zadeva na voljo kot posnetek, tako da si lahko zamudniki tudi ogledajo za nazaj. Tako. Kot v Neotu, grejo nazaj pa pogled nazaj, ja. Tako. Dobro, jaz že delim svoj ekran, upam, da se vidi. Se. Dobro. Potem pa kar štartajmo, ker vsebine je kar precej za 45 minut. Jaz vas vabim, tako kot je že Alja rekla, dajte postaviti vprašanja. Če vas kaj zanima, pa bomo seveda poskušali odgovoriti že kar tukaj direktno ali pa kasneje, če bo vprašanje bolj zahtevno. Takole. Pa bi začeli malček z teorijo, recimo, kaj so torej kibernetske grožnje. Se pravi, to je nekaj, kar nas ogroža, seveda. In ogroža nas v kibernetskem svetu, na splošno vse, kar ogroža katerikoli atribut informacijske varnosti. Zdaj, informacijska varnost, informacijske grožnje, kibernetska varnost, kibernetske grožnje, ne bomo šli v take detajle danes, ampak vsi poznamo ta trojček, zaupnost, razpoložljivost pa integriteto. In zdaj, v bistvu na te tri elemente, če v bistvu zelo posplošimo, v bistvu pritiskajo, da tako rečem, neke grožnje. Elementi teh groženj, če govorimo o kibernetskih grožnjah, je vedno nek človek, neka oseba oziroma neka skupina. Se pravi, to ni nek tehnološki problem, ampak so odzadaj ljudje, nek napadalec. Ta element grožnje ima nek cilj, ima tudi potem nek učinek, čeprav, če se grožnja realizira. Kaj se zgodi, koliko je, škode in tako naprej. Potem ta akter, o katerem govorimo kot o napadalcu, akter ima neko motivacijo, zakaj pravzaprav sproža te grožnje, zakaj v bistvu nas napada. In pri tem uporabi določena sredstva, določene načine in ima neke sposobnosti, znanja, da to izvaja. Torej, kibernetske grožnje so, pač neka kompleksna grožnja, za katero stojijo neki akterji. Kaj pa so kibernetska tveganja?
recimo, da postavimo nek tak trikotnik, v katerega vstavimo noter na eni strani grožnje, o katerih smo nekaj rekli, na drugi strani ranljivosti in na tretji strani izpostavljenost teh ranljivosti, ki jih imamo. Tukaj ne govorim samo o tehničnih ranljivostih, ampak o čemerkoli, kar je lahko, bi rekel, izkoriščeno, zlorabljeno kot nek napad, kot neka grožnja. Zdaj, iz matematike vemo, da obstaja neka presečna množica, nek presek, ki je tukaj ta rdeče polje, in to nekako predstavlja tveganje. Se pravi, ranljivost, grožnja in izpostavljenost. Se pravi, če se vse to prekriva, to pomeni neko vrsto tveganja. Tudi, če obstaja grožnja na eni strani, ranljivost na drugi, pa ta ranljivost ni izpostavljena, potem v bistvu tega tveganja ni, ali pa je zelo majhno. Naprimer, v industrijskih okoljih so še zdaj v uporabi določeni starejši računalniki, Windows XP in tako dalje, ampak če je to okolje zelo dobro izolirano, potem v bistvu je izpostavljenost zelo majhna tej ranljivosti, in je tveganje zelo majhno. Zdaj, težko rečemo, da ga ni, vedno obstaja neko tveganje, ampak vendarle je, lahko rečemo, obvladljivo. Se pravi, dobro je imeti, ko razmišljamo o konceptu kibernetske varnosti, te tri množice v vidu, ker potem lahko tudi, rekel, vplivamo na določene te elemente, in s tem zmanjšujemo tveganje. Omenil sem uporabnike. Uporabnik je največje tveganje. To vemo, že veliko o tem govorimo, da so uporabniki šibki člen, včasih najšibkejši, zato ker na njega preži socialni inženiring kot phishing, CEO prevara, kraja poverilnic, prodaja teh poverilnic na temnem spletu, zloraba za nelegitimne dostope in tako dalje. In recimo, primer velikega tveganja bi bil neozaveščen uporabnik, ki nima nobenih omejitev pri dostopu do interneta. Se pravi, ta uporabnik lahko gre kamorkoli, klikne karkoli, si namesti neko škodljivo kodo in tako naprej, ali pa neozaveščen uporabnik, za katerega ni nobenega anti-spam filtra na mail sistemu. Se pravi, tukaj gre za veliko izpostavljenost te človeške ranljivosti. Grožnje pa seveda obstajajo, venomer. Zdaj, primer majhnega tveganja bi bil pa recimo tudi, če je uporabnik neozaveščen, nima internet dostopa in nima elektronske pošte. Se pravi, ni izpostavljen in za njega, za istega uporabnika obstaja zelo majhno tveganje. Zdaj, takih uporabnikov je pa seveda zelo malo. Se pravi, kako nekako pristopimo k zmanjšanju kibernetskih tveganj. Zdaj, na grožnje na eni strani tako rekoč ne moramo vplivati, lahko jih pa zaznavamo. Vplivamo pa lahko na ranljivost in izpostavljenost. To je pa nekaj, kar mi lahko počnemo, da zmanjšamo oboje. To pa redno izvajanje pregledovanj ranljivosti, nameščanje popravkov, utrjevanje sistemov, konfiguracij in tako naprej. O tem bomo danes še kar nekaj govorili, tako da ne bi zdaj razlagal vse te podrobnosti. Ampak grožnje, ranljivost, izpostavljenost, kje lahko ukrepamo na ranljivostih in izpostavljenostih. Grožnje pa lahko prepoznavamo. Kako se začne napad? Zdaj, napad seveda ni enkratno dejanje. Se pravi, nekdo nekaj naredi in je v bistvu z eno akcijo vse naredil. Napad ima po teoriji 7 stopenj. To je tako imenovani cyber kill chain, ki ga je zdefiniral Lockheed Martin, izhaja nekako iz vojaške terminologije. Žal, v tej vojaški terminologiji veliko slišimo zadnje čase, dosti preveč, ampak žal smo pač v takem svetu. Začne se torej kibernetski napad z izvidovanjem. To je prva faza v tem 7-koračnem modelu napada, cyber kill chain, in v tej fazi napadalec zbira informacije o tarči, preden v bistvu izvede dejanski napad. Cilj pa je, da napadalec razume žrtev, njeno okolje, prepozna ranljivosti in izbere najučinkovitejši način napada in se poskuša izogibati zaznavam. Se pravi, grožnje, zaznave, poskuša se temu izogniti.
In izvidovanje seveda poteka tudi v celotnem toku napada in ne nujno samo na začetku. Na začetku je morda najbolj intenzivno. Ne. Kateri podatki se zbirajo z izvidovanjem oziroma jih ti akterji zbirajo? Podatki o organizaciji, ne, pa povezanih entitetah. Organizacijska struktura, ključne funkcije in vloge, kateri so partnerji, dobavitelji, IT ponudniki. Zakaj morda IT ponudniki? Kasneje bomo tudi omenjali napade preko posrednikov. Ne. Se pravi, IT ponudniki so zelo priročni, ne, za to, da se najprej izvede napad na njih, preko njih pa potem na končni cilj. Ne. Podatki o zaposlenih, osebni podatki, imena, elektronske pošte, telefonske številke, vloge in odgovornosti teh ljudi, profili na družbenih omrežjih, tudi privatni profili, ne, in seveda vse informacije, ki jih te osebe delijo. Vse to skupaj seveda profilira organizacijo in zaposlene in to napadalcem pomaga poiskati, ne, mogoče osebo, ne, ki bi bila šibek člen. Ne. Potem so seveda ranljivosti, tehnične ranljivosti sistemov, napačne konfiguracije, odprti dostopi ali pa slabo zaščiteni, ne, in tako naprej. Podatki o IT infrastrukturi, javni IP naslovi, lokacije geografske, spletne domene, poddomene, DNS zapisi in tako naprej. Se pravi, ta tehnično okolje, vzorci vedenja ljudi in uporabnikov, ne. Kdaj so delovni časi določenih služb, odzivni časi, reakcije na skeniranje testne poizvedbe, recimo to je že bolj z operativnega vidika, ne, ko se izvaja to poizvedovanje, ne, a organizacija na to odreagira, to opazi ali ne. Potem so poglobljeni sistemski in tehnični podatki, operacijski sistemi, verzije spletnih strežnikov, API dostopi, aplikativna programska oprema, kaj se uporablja, kateri varnostni sistemi se uporabljajo in tako naprej. Morda podatki iz preteklih incidentov. Če so bili razkrite kakšne poverilnice, kakšni dokumenti, ne, kaj to napadalcu lahko pove. In seveda vsi dokumenti in drugi poslovni podatki, ki so zunaj. Ne. Se pravi, vse to v bistvu predstavlja en zelo širok nabor informacij o sami organizaciji, ki jih napadalci seveda uporabijo pri tem, ko načrtujejo napad. Torej, imamo aktivno izvedovanje, ne. Se pravi, pasivno je tako rekoč res samo zbiranje odprtih podatkov na spletu, aktivno izvedovanje je pa že poskušanje morda kakšen sken izveden na kakšne poslovne sisteme, ki so pač izpostavljeni internetu. Lahko omejujemo oziroma zaznavamo izvedovanje. Pasivnega izvedovanja praktično skoraj ne moremo zaznati, ne, ker se ne dotika naših sistemov, ne. Je pa seveda zaželjeno, da to čim prej ugotovimo in zaznamo, ko je to možno, ne, da se pač lahko pripravimo. Ne. Če pa pač do kompromitacije že pride, ne, seveda, da to čim prej ugotovimo in zaustavimo. Ne. Koristno je v bistvu zmanjševanje napadne površine, se pravi zapiranje pač nepotrebnih storitev, vrat, dostopov, administrativnih dostopov, odstranitev starih domen in DNS zapisov in skrivanje, prikrivanje nepotrebnih informacij, ne, zato pač objavimo čim manj informacij o nas. Upravljanje identitet in pravic je ključno skozi, rekel, več faz zaščite. Načelo najmanjših pravic, ločevanja računov z visokimi privilegijami, multifaktorska autentikacija, privilege access management za privilegirane račune in dostope, predvsem zunanjih izvajalcev, recimo. In potem omrežna segmentacija, vabe za zavajanje napadalcev, kjer se lahko ulovijo in jih potem mi v bistvu na ta način detektiramo. Ter seveda uporaba storitev kibernetskega obveščanja, tako imenovani cyber threat intelligence. Tukaj skozi to storitev in določena orodja se preverja, ali obstajajo ukradene poverilnice, določeni dokumenti, ali se to prodaja morda na temnem spletu, ne. Tudi preverjanje aktivnosti akterjev, ki so morda povezani z našo organizacijo, ne, in tako naprej. Ne. Se pravi, to je neka storitev,
ki podjetju omogoča zelo poglobljen in širok vpogled v aktivnosti hekerjev in morda v povezavi z podjetjem. Okay. Kaj je kibernetski vdor? Se pravi, zdaj smo že v fazi, ko se je nekdo lotil in pripravlja oziroma izvaja vdor. Pravna definicija, ker morda to ni vedno čisto jasno. Vdor je izveden takrat, ko nepooblaščena oseba pridobi dejanski dostop do informacijskega sistema ali dela sistema, pri tem pa ni potrebno, da pride do dejanske škode ali pa da so ukradeni podatki. Se pravi, že sam nepooblaščen dostop pomeni kibernetski vdor. To je vstop brez dovoljenja, oseba pač nima pravic za uporabo tega sistema. In kot sem omenil, dejanski dostop do sistema ali podatkov, ko ima napadalec možnost, da te podatke zlorabi, izvede določene ukaze, bere, spreminja podatke, karkoli, in ni nujno, da jo v bistvu zares izkoristi. Že to je pravno gledano opredelitev kibernetskega vdora. To je seveda kaznivo dejanje, preganja se po uradni dolžnosti, poleg prijave na SICERT, kar je obvezno za zavezance po ZINFU, je potrebna prijava tudi na policijo. Kibernetske vdore lahko klasificiramo ali pa jih opišemo po določenih lastnostih. Ne bom šel v detajle te tabele, omenil bom pač samo par zadev, to se boste seveda lahko tudi sami pogledali. Se pravi, lastnost ter nekako pogostnost in tveganja določenega vdora, ki ima določene lastnosti. Se pravi, vdor ima vedno nek izvor, pa neko pot, kako se ta vdor dogaja, ali je neposredno v organizacijo, ali recimo preko posrednika, sem že prej omenjal, dobavitelja, vzdrževalca in tako naprej. Ali je glede na usmerjenost to nek priložnostni napad, ali je pa ciljan. Zdaj, če je ciljen napad, seveda imamo veliko večje težave, ker je očitno motiv veliko večji. Torej, namen, kibernetski kriminal, ali gre za vohunjenje oziroma krajo intelektualne lastnine, ali pa mogoče onemogočanje delovanja sistemov in storitev. Potem po trajanju in obsegu, lahko je to hitra, enkratna akcija, priložnostni napad, do kamer pride, ali pa je dolgotrajen napad. Napadalec si zagotovi prisotnost, persistence. Morda v bistvu je napad izveden brez škode, mi tega niti ne opažamo, vendar pa napadalec je prisoten v sistemu in bo pač enkrat morda izvedel neko akcijo, ransomware, ukradel podatke in tako naprej, ali pa pač sam čakal nek ugoden trenutek. In sofisticiranost, lahko gre za enostaven vdor, znana orodja, znane ranljivosti in take vdore se relativno hitro zazna, lahko pa gre za napredna, sofisticirana orodja, v ozadju so običajno državno sponzorirani akterji, to je tisti, vdrejo, se v bistvu pritajijo in čakajo morda na neka navodila, kaj potem enkrat početi. Socialni inženiring, zelo pogosta taktika, lahko rečemo kar najpogostejša taktika za izvedbo vdora. To je nabor tehnik, s katerimi napadalci pač manipulirajo uporabnika, da ta razkrije neke občutljive informacije ali pa izvede neko dejanje, ki napadalcu omogoči dostop v informacijski sistem. Tukaj je prikazana statistika SICERT-a in vidimo, da je to seveda v konstantnem porastu. Leta 2024 je bil rahel upadec, jaz sem zadnjič govoril s SICERT-om, so takrat že nekako upali, da bo ta krivulja se v bistvu prevesla še bolj navzdol, pa žal lansko leto se je strmo dvignila spet navzgor in to je spet na prvem mestu, ima zlato medaljo med temi tehnikami vdora. Tipi socialnega inženiringa, teh v bistvu načinov pristopa uporabnikov, da tako rečem, je seveda več. Najbolj razširjeno je spletno ribarjenje, tipično gre za e-pošto in na tej e-pošti je nek link, običajno nek link, ki potem uporabnika vede na neko spletno stran. Lahko je to sporočilo preko SMS-a, lahko je ta napad usmerjen, imenuje ga spear phishing na čisto določeno osebo ali pa vlogo v podjetju. Potem tudi glasovno ribarjenje, phishing, klici, uporaba QR kode, phishing in tako dalje.
Lahko je napad, kot sem že omenil, spear phishing usmerjen na vodstvo, recimo whaling, se pravi, tukaj je več teh izrazov. In še kar nekaj pač teh tehnik socialnega inženiringa, pretvarjanje, zvabljanje, da se nekaj ponuja za nek dostop, recimo, strašenje, se pravi, to je tudi precej uspešen element socialnega inženiringa ali pa tudi fizično sledenje, je način socialnega inženiringa, se pravi, da nekdo vstopa v nek prostor za nekom. Kakšni so elementi socialnega inženiringa? Tipično so v socialnem inženiringu prisotno vsi ali pa določeni elementi, so tukaj navedeni. Se pravi, prisotnost avtoritete. Akter se predstavlja kot banka, zavarovalnica ali državna inštitucija, se pravi nekdo, ki mu oseba zaupa in ima določeno avtoriteto. Dostikrat gre tudi tukaj za neko nujnost, se pravi po teku bo račun, zgodilo se bo to, treba je takoj reagirati, zadnja priložnost in tako naprej. To pomeni, da se uporabnika da pod nek časovni pritisk. Drug pritisk je strah. Se pravi, račun bo blokiran, zgodilo se bo nekaj slabega, zgodil se je incident ali pa se bo zgodil incident, če ne naredite to in to. Dostikrat pa tudi radovednost. Nova ponudba nečesa, zelo ugodno, nov dokument, zanimivo vsebino, nekaj, kar človeka pritegne. In nenazadnje zaupanje in ustrežljivost. Se pravi, ciljajo na to, da smo ljudje pripravljeni pomagati, samo hitro pomoč potrebuje nekaj čist enostavnega, kratkega, zato da pač nekomu rešimo nek problem. Se pravi, vse to se uporablja v socialnem inženiringu. Torej, napadi ciljajo na psihologijo človeka in uporabljajo seveda tudi določene tehnične vire. In zato se pač branimo tudi na teh dveh področjih. Na tehničnem področju z anti-phishing, recimo, in anti-spam e-mail zaščito uporablja, na voljo je vrsta tehnik, za to in seveda se priporoča to uporabljati. Analiza vedenja uporabnikov, lokacije, sistemi, čas, se pravi, to je dobro spremljati. Prijave uporabnikov, ker če je bil nek račun že zlorabljen, se pravi, če je odteklo, potem na ta način mogoče se zazna uporaba teh računov in dostopov. Ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih, to je nekaj, kar večina že počnete, se pravi neko redno izvajanje izobraževanj, simulacija, testiranje phishing napadov in seveda tudi, da ljudje prijavijo incidente, če so padli na to vrstno zlorabo. Direktorska prevara, tega je zelo veliko, žal, CEO fraud ali pa business email compromise, to je oblika prevare, pri kateri napadalci posnemajo ali pa prevzamejo identiteto nekega direktorja ali pa poslovnega partnerja in tako v bistvu na finto vržejo zaposlenega, da naredi neko akcijo, izvede neko plačilo tipično in tako naprej. Se pravi, lažno predstavljanje, ciljanje finančnih in vodstvenih zaposlenih, socialni inženiring je tukaj kot primarni vektor, uporablja se pa e-poštni kanal tipično. Pogosto v bistvu gre za spremembo nekega računa dobavitelja ali pa potrditev nekega nujnega plačila. Tukaj so navedeni neki znaki, po katerih lahko prepoznamo, da gre za to vrstni napad, gre za nujnost, gre za spremembo nekega transakcijskega računa. Ta, bi rekel, ki se pretvarja, prosi za zaupnost, da se ne vključuje nekih drugih oseb, tako je treba to potrditi oziroma nakazati, ker je nekdo na poti, je potrebno hitro nakazilo, ne vem, za naročilo nekega materiala ali karkoli. Uporaba nekega novega računa, ker je star v postopku zapiranja ali pa na drugi banki se je odprl račun. Pri tem pa se vse pogosteje seveda uporablja tudi umetna inteligenca za pripravo teh sporočil ali pa tudi za pripravo glasovnih sporočil. Kako to poteka? Seveda, kot sem že prej omenil, najprej se preko izvidovanja poišče primerno osebo, se ponaredi neko e-poštno sporočilo ali pa se vdre v poštni predal, se
pošlje to sporočilo, ne, in če je pač uspešno, če je naletelo to na plodna tla, ne, pa sledi prenos sredstev, ne, na račun napadalca. Ta sredstva pa potem seveda zelo hitro grejo, se razpršijo ali pa grejo na druge račune, tako da je zelo težko jih nazaj pridobiti, ne. Zaščita, najprej jasni postopki za potrjevanje in izvedbo finančnih transakcij, ne. Se pravi, če gre za kakršnokoli spremembo tukaj, ne, mora to nekdo preveriti in potrditi, ne. Se pravi, zaposleni morajo biti izobraženi glede tega, glede tveganj in glede postopkov. Preverjanje identitete uporabnikov, to je pač klasični postopek, ne. Dvofaktorska avtentikacija za dostop do e-pošte in vseh aplikacij, to pomeni prvič, da nekdo ne vdre v e-pošto ali pa v neko aplikacijo, ne, in tam v bistvu nekaj spremeni ali pa od tam pošlje kakšna sporočila ali pa zahtevke za spremembe, ne. Spremljanje e-poštnih računov glede vdorov in se nenazadnje seveda ob prevari, če se ta zgodi, takojšnja prijava banki in policiji, ne. Banka seveda da morda še uspe zaustaviti transakcije, tudi če je šla že naprej, da to javi bankam partnericam, ne, in seveda policija, da se vključi pač reševanje, ne. Zlonamerna programska koda, ustvarjanje za škodovanje sistemov, podatkom ali uporabnikom, za nepooblaščene dostope, prevzem nadzora, povzročanje motenj, sabotaž in seveda tudi finančne škode, ne. Zlonamerna programska koda pride na vaš računalnik prek recimo App Store, ne, na mobilnih teh tržnicah za programsko opremo, je kot priponka pošti, lahko se okužimo z obiskom neke zlonamerne spletne strani ali pa seveda je nameščena na neko ranljivo, na nek ranljiv sistem, ne, kot recimo, če je ta ranljivost tipa remote code execution, ne, lahko ali namesti programsko opremo napadalec ali pa izvede določene aktivnosti na tistem sistemu, ne. Razlogi so bodisi previsoki privilegiji uporabnikov, se pravi, da imajo administrativne privilegije, če se ta uporabnik zlorabi, ne, je možno pač to uporabiti za namestitev zlonamerne kode, neodpravljanje ranljivosti, kompleksna in slabo segmentirana omrežja, to pač potem omogoča, ne, da napadalec lahko prehaja med sistemi in potem namešča zlonamerno kodo in seveda spet smo pri človeškem faktorju, skoraj 90% ali pa čez 90% uspešnih vdorov se začne s klikom uporabnika na nekaj, kar ni okej, ne. Vrste zlonamerne kode so tukaj navedene, tudi ne bom razlagal vseh, ne, to si lahko kasneje pogledate, ne, se pravi, obstaja cela vrsta specifičnih malverov, ne, za specifične namene. Najbolj pogosto je pa seveda izsiljevalska programska oprema ali ransomware, ne. Namen ransomwarea je šifriranje podatkov in izsiljevanje za njihovo povrnitev. Pogost je pa večfazni napad, odtujitev podatkov iz sistema in potem njihovo šifriranje na sistemu, ne. Trend je seveda večkratno izsiljevanje, najprej kraja podatkov, grožnja z objavo, prodajo teh podatkov drugim, katerim so zanimivi, šifriranje podatkov in zahtevanje odkupnine za dešifrirane ključe in seveda tudi prijava regulatorjem. Vemo, da regulatorji grozijo z globami, ne, in seveda, kaj je ceneje, ali plačati globo ali v bistvu plačati napadalcu, da te pač podatke obdrži zase, kjer pa seveda ni nobene garancije, ne. Izsiljevanje je seveda pri ransomwareu tisti ključni the name of the game, ne. Ko kot uporabnik dobi na ekran to sporočilo, ve, da je v bistvu velik problem nastal, ne. Izsiljevalci ga potem kontaktirajo, zahtevajo odkupnino, pač komuniciranje poteka prek varnih kanalov, ne. Odkupnina seveda je zahtevana v nekih kriptovalutah, kriptosredstvih, ki jih je pa zelo težko izslediti in to seveda, kaj je plačano, ne. In samo upamo, da ključ, ki ga dobimo, da res dešifrira vse podatke, ne. Zdaj, če pa eksfiltracija bila izvedena, so pa ti podatki šli ven in nimamo nobene več kontrole nad njimi, ne. Zaščita pred zlonamerno kodo in ransomwareom se že nekoliko ponavljamo,
varnostni pregledi, se pravi preverjanje vseh IT sistemov, tudi oblačnih okolij, uvedba sistemov za zaščito, kot je XDR, NDR, SIEM, se pravi, to so tehnološki sistemi za zaznavanje vdorov in uporaba recimo SOC storitve, ki te tehnične sisteme uporablja za to, da jih zaznava, ne, vdore. Segmentacija omrežja, izolacija ranljivih in recimo OT naprav, minimalne pravice, izobraževanja in kar je zelo pomembno, hramba podatkov na varnostnih kopijah, tovrstnih, da jih ni mogoče v bistvu spreminjati. Nespremenljive kopije, tako imenovane immutable podatkovne hrambe so ključne zaščita proti ransomwareu, ne. In tudi, kot sem že omenil, obveščevalne informacije, cyber threat intelligence, kjer lahko zelo zgodaj zaznamo, da se nekaj pripravlja in če je do napada že prišlo, je zelo dobro imeti nek odziv, o tem bo, ali načrt odziva, o tem bo Ivana več povedala, zato da se čim prej to zameji in zaustavi, obnovi podatke, sisteme in storitve in jasno, v teku incidenta je potrebno učinkovito komunicirati, tako znotraj kot zunaj podjetja in seveda tudi prijaviti incident organom. DDoS napadi so tudi ena oblika kibernetskih napadov, tudi mislim, da smo o tem že velikokrat govorili. Poznamo volumetrične DDoS napade, ki ciljajo povezavo, pasovno širino, zapolnitev te pasovne širine in zato pač storitev niso več na voljo ali pa ne moremo uporabljati interneta. Protokolne DDoS napade, če vidite, da ta križec pa puščico cilja določene IT sisteme, tipično požarne pregrade, da se jih s temi napadi onesposobi, ne. In aplikativne DDoS napade, ki so, da lahko rečem po domače, največji pain in the ass, ne, ciljajo pa spletne strežnike ali pa neke sisteme za spletnimi strežniki, ne. Problem aplikativnih DDoS napadov je, da jih je dokaj težko zaznati in eliminirati oziroma se proti njimi boriti, zato ker ta promet teh napadov izgleda kot legitimen promet, ne. In tudi recimo v Telekomu Slovenije, ko izvajamo DDoS zaščito, smo zelo, lahko rečem, učinkoviti na protokolnih in na volumetričnih napadih, nekoliko manj pa na aplikativnih, zato pač mora podjetje samo poskrbeti, ne. Tukaj je samo en oris DDoS napadov iz leta 2024, ne, ko so nas ruski pač izvajalci DDoS napadov kar aktivno napadali, vse vprek po Sloveniji, ne, in tudi objavljali te napade na svojih Telegram kanalih, ne, naši mediji so to tudi objavljali, oni so pa te v bistvu objave objavljali na svojih Telegram kanalih in se pač hvalili s tem, ne. To je bila pač ena taka kampanja, ki je bila zelo odmevna, sigurno ste o tem kaj slišali, ne, potem je to potihnila, ne, ampak vsake toliko se tudi še kje pojavijo, ne. Celovita zaščita pred DDoS napadi je na eni strani pri ponudnikih Telekom storitev, se pravi pri Telekomu Slovenije, mi nudimo zaščito pred DDoS napadi v našem sistemu, se pravi blokiramo volumetrične pa protokolne in delno aplikativne napade, skrbimo za to, da vaša infrastruktura ostane funkcionalna, se pravi vi pa potem na vaših spletnih strežnikih, požarnih pregradah, sistemih za aplikativno DDoS zaščito, web application firewallih, potem izvedete še filtriranje aplikativnih napadov, ne. Možna je uporaba tudi zaščite pred DDoS napadi v oblakih, mi pa se zanašamo tudi na naše partnerje, tako imenovane upstream providerje, če bi prišlo za res velike volumetrične napade, da nam tudi oni že zaščitijo. Zdaj še beseda dve o SOC-u. SOC kot ključni dejavnik kibernetske zaščite, se pravi, ko je vzpostavljeno pač IT okolje, ko so vzpostavljeni sistemi za aktivno kibernetsko zaščito in sistemi za detekcijo vdorov, ne, je SOC tisti gradnik ali pa element ali pa služba, ne, ki uporablja potem te sisteme za zaznavanje kibernetskih vdorov in tudi reagira na zaznane dogodke in seveda tudi prepozna, ali gre za dejanski vdor oziroma kibernetski incident, ne.
Poslanstvo SOC je, da seveda skrbi za okolje podjetja, organizacija, ne, za podatke, uporabnike, sisteme in storitve, da ti ostanejo dostopni in nekompromitirani. Ne. Na eni strani imamo grožnje, ki pretijo v bistvu na to podjetje, na drugi strani imamo pa tudi določene druge zunanje dejavnike, ki so regularni ali legitimni, ne, od regulative, revizij, dobavitelji, ki zahtevajo v bistvu višji nivo zrelosti kibernetske varnosti, naročniki, ja, predvsem, ne, seveda tudi dobavitelji, ne, in naši uporabniki in seveda tudi javnost, ne, odvisno od tega, za kakšno organizacijo gre, ne. Se pravi, SOC potem ima vse te vplive iz vseh strani, ne. Ko se odločamo za uvedbo SOC storitve, imamo na voljo v grobem 3 modele, bodisi to gradimo sami, bodisi najamemo za uvajanje SOC storitev, Managed Service, Security Service Provider, tudi Telekom je eden takih, ki ponuja SOC storitev, ali pa to delamo skupaj, to pomeni, podjetje vzpostavi neko organizacijsko obliko SOC-a, vendar se pa ta naslanja ali pa sodeluje tudi z zunanjim izvajalcem SOC storitve. Bodisi to je deljeno nekje po času, to je najbolj pogosto, se pravi, znotraj podjetja se SOC izvaja v delovnem času, potem pa izven delovnega časa to počne zunanji izvajalec, ne. Še ena taka visokonivojska slika, Center kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije, to je ta modro polje, ne. Se pravi, z našimi orodji, procesi in seveda zaposlenimi, analitiki na prvem nivoju, ki izvajajo triažo, pa na višjih nivojih, ki izvajajo poglobljeno analizo, zajemamo varnostno relevantne podatke, informacije iz vašega okolja, preko orodij, ki sem jih že prej omenil, se v recimo SIEM orodju ti dogodki analizirajo, generirajo se alarmi, ki jih potem analitiki obravnavajo, ne, zabeležijo v nek ticketing sistem, če je potrebno tudi eskalirajo na druge službe, alarmirajo naročnika, torej obvestijo o nekem dogodku, uporabljamo tudi te threat intelligence vire, zato da v bistvu obogatimo podatke, ki jih dobimo iz strani podjetja in tudi pač preverjamo, ali se o tem podjetju nahaja kje na kakšnih pač spletnih straneh temnega spleta, teh spletnih tržnicah tam in tako dalje. In seveda tudi o tem poročamo naročniku, ne. Se pravi, to je zelo groba slika, ne, teh ključnih operativnih aktivnosti. S tem sem pa jaz svoj del zaključil, zdaj pa prepuščam čas še kolegici Ivani. Najlepša hvala, Metod. Lepo pozdravljeni še z moje strani, bom jaz tudi delila predstavitev. Takole. Upam, da se zdaj dobro vidi. Ja, tako kot je Metod rekel, Security Operations Center, ko enkrat, bom rekla, organizacije, s katerimi se srečujem, podpišejo pogodbo o uvedbi Security Operations Centra, mi ponavadi rečejo prav, saj sedaj smo pa dosegli vse, pravi, imamo vse ukrepe, ki jih potrebujemo in smo varni. Pa jih moram ponavadi malo razočarati, zakaj ne? Ker zakaj je SOC tisti, ki ne more sam ustaviti incidenta? SOC lahko primerjamo v bistvu tako, kot smo ljudje, ne, sami SOC so v bistvu oči pa ušesa organizacije, niso pa roke pa noge, da bi lahko nekaj ukrepali. Zakaj ne? Zato, ker SOC lahko zazna grožnjo, anomalijo, potrdi napad in eskalira ustrezno v reševanje, hkrati pa SOC ne more odklopiti infrastrukture, razen v primerih, kjer je to dogovorjeno oziroma imamo ustrezna orodja za to dogovorjena.
predvsem pa ne more ustaviti poslovnih sistemov, ne more odločati o poslovnih tveganjih in ne more prevzeti vodstvene odgovornosti. In to je tisto, kar moramo pravzaprav mi načrtovati, ko se pripravljamo na same incidente in ko pripravljamo tako imenovan incident response plan, načrt odziva na kibernetske incidente. To je eden od papirjev, ki jih zahteva URSIV v dokumentaciji, ima tudi v vzorčni dokumentaciji en tak primer, ampak dejansko tukaj se moramo zavedati, da ne gre za to, da imamo nek dokument, ki je sam sebi namen, ki ga spišemo zato, ker bo enkrat prišel k nam na obisk inšpektor, ampak je to dokument, ki je pravzaprav tisto vodilo, ki nam bo pomagal takrat, ko bomo se dejansko znašli v primeru kibernetskega incidenta. In takrat pravzaprav se težko znajdemo in rabimo nekoga, ki koordinira vse skupaj. In to je tisto, kar bi jaz v tem primeru najprej priporočila. Preden začnemo pisati incident response plan, to je, da določimo incident menedžerja, se pravi tistega, ki se bo v podjetju ukvarjal z incidentom, ki bo krovno odgovoren, ki bo nenazadnje lahko sprejemal odločitve tudi, ko ne bo časa za iskanje konsenza, ki bo koordiniral tako navzven SOC in pa potem lastni IT in pa komuniciral z vodstvom. In gre za to, da je predvsem komunikacija ustrezno podprta in da je on določen vnaprej, ne pa takrat šele med incidentom, ker takrat praktično za to ni časa in v tem primeru, če se takrat odločamo, se napad širi naprej, na kar seveda računajo naši napadalci. Načrt odzivanja na incidente, ponavadi v njem sledimo 6 fazam načrta odzivanja, ki so tukaj predstavljene in tista, ki je najbolj ključna, če gledamo v tistem času, ko smo v obdobju priprave, je to, da vse skupaj dokumentiramo, da imamo ustrezne dokumentirane postopke, da imamo vpisane kontakte v papirjih, da imamo pripravljena orodja, da vemo, da so naša orodja v dobri kondiciji in pa da nenazadnje izvajamo vaje, s katerimi preverjamo, kakšna je naša pripravljenost. Seveda potem, ko pride do incidenta, je pomemben odziv, se pravi zaznava samega incidenta in pa potem zamejitev. In marsikdo že misli, da po tistem, ko enkrat pride do izkoreninjenja, se pravi, ko smo odstranili malware, ko smo recimo uspeli ustaviti ransomware in povrnili nekje stanje, da smo že zaključili obravnavo kibernetskega incidenta, pa še zdaleč ni tako. Se pravi, dejansko sta dve zelo pomembni fazi, ena je obnovitev, se pravi, to, ko imamo sicer glede na različne tipe napadov, ki jih je Metod prej predstavil, seveda tudi različne načine obnovitve, ampak v tistem najbolj obsežnem primeru, ko moramo obnavljati sistem iz varnostnih kopij, je eden od ključnih korakov, da moramo biti na to pripravljeni, se pravi, to moramo početi tudi že prej in ustrezno imeti pod nadzorom tudi backupe. In nenazadnje, zadnja faza, ki je ne smemo nikakor ne pozabiti, to je, kaj smo se iz vsega naučili, kaj je šlo narobe, kaj bi morali storiti prej, kaj bi morali storiti drugače. Pa zahteva, ki je prišla z novim zakonom o informacijski varnosti, se pravi pravočasno poročanje. Tako, kot smo govorili, pravzaprav sam incident ni toliko tehnični problem ali pa samo tehnični problem, je tudi komunikacijski problem in problem organizacije kot takšne. In na začetku pred tem je potrebno predvsem opredeliti posamezne vloge v podjetju. Vsi, ki so vpleteni, morajo vedeti, kaj je pravzaprav njihova naloga in na kakšen način sodelujejo z ostalimi. Na prvi vrsti imamo tukaj CISO-ta, ki odloča o tistem osnovnem strateškem odzivu in pa o tistem momentu, ko se to dogaja, tudi sprejemljivem tveganju. Potem IT vodja,
ki zagotavlja vir za tehnični odziv, in pa pravna služba, ki skrbi za vse, kar se tiče zakonodajnih obveznosti od GDPR-ja, prijave ustreznim organom, ne nazadnje mogoče tudi zavarovalnica. Pa hkrati moramo v tej koordinaciji vedeti, kdaj in kako nasloviti upravo, da bo uprava dobila ustrezne podatke, dovolj informacij, da se bo lahko odločila, kdaj bi aktivirala krizni protokol. In tukaj je tisto koordinacijski organ, kot sem rekla, incident manager, ki povezuje vse to v celoto, ki se usklajeno odziva. Potem imamo seveda tudi zunanjo koordinacijo, tako kot smo rekli, obvezani tisti, ki ste zavezanci po ZINFU, ste obvezani prijavljati CSIRT oziroma ustreznemu CSIRT-u ali policiji, pa ne nazadnje ne smemo tukaj pozabiti na dobavitelje oziroma naše partnerje in ustrezno tudi ta del vključiti v komunikacijo. Mogoče, če delim nekaj takšnih izkušenj iz prakse, kako je pravzaprav najbolj učinkovito ukrepati v takšnem primeru. Eno je to, da obstaja nek prostor, ki rečemo, ne vem, lahko je štab, war room, karkoli, kjer se zbirajo vsi člani ekipe na dnevne, vsaj 15-minutne recimo situacijske seje med incidentom, in pa da ustrezno takrat lahko na enem mestu obravnavajo in da je jasno, kje se pravzaprav srečajo. To je pa tisto, kar se je pokazalo tudi v nedavnem recimo primeru z snežnim neurjem v vzhodni Sloveniji, ko se recimo zaposleni nekje niso vedeli, kje bi se pravzaprav zbrali, ker ni nobena komunikacija delala, se pravi, niso delali telefoni, niso delali mail in vse ostalo. Se pravi, v tem primeru nam dejansko tudi tole ne bi pomagalo, ločen komunikacijski kanal preko signala, če nam telefoni ne delajo, ampak če nam mail ne dela, v primeru kibernetskega napada, je seveda dobro prej dogovoriti nek komunikacijski kanal in tudi prej ustrezno pripraviti vse kontakte v takšen kanal, ker takrat, ko imamo situacijo samo, bomo težko iskali vse kontakte in pa pisali vsem sporočila, vsakmu posebej in jih iskali. Kaj je tisto, kar pravzaprav nam na najcenejši način omogoča, da se pripravimo na napad? To so v bistvu vaje, zaznavanje in odzivanje, pravimo jim tabletop exercises. In to je v bistvu dejansko vaja odločanja pod pritiskom. Ne gre v tem primeru za ta del, ki se nanaša na tehnični del, ampak gre predvsem za eno diskusijo vseh, ki so udeleženci v tem postopku, v tem primeru, se pravi od CISO-ta, IT-ja, pravne službe, PR-ja, uprave, kako odreagirati, kako v kakšni fazi komunicirati in kako ukrepati. Načini teh tabletop vaj so načeloma enaki, so pa scenariji lahko različni, tako kot je prej že bilo rečeno, obstaja cel kup različnih napadov in tudi zato imamo cel kup različnih tipičnih scenarijev za takšne vaje. In takšne vaje pravzaprav na enostaven način odkrijejo, kako dobro pravzaprav mi poznamo naš načrt za odzivanje na kibernetske incidente, ker smo ponavadi prepričani, da ga zelo dobro, pa se velikokrat izkaže, da imamo cel kup točk, ki bi jih morali izboljšati. In dejansko izhaja iz nekega zaključka takšne vaje, da če nimamo vsaj, bomo rekli, 5-10 nekih procesnih izboljšav, ki jih moramo uvesti ali pa uvesti nove procese, pomeni, da dejansko nismo bili dobro pripravljeni, ali pa tudi, če smo, recimo, tudi če je tega manj, je treba to redno preigravati. Zakaj? Zaradi tega, ker se naše okolje spreminja, ker se spreminjajo načini napadov in ker se nenazadnje lahko spreminjajo tudi pogoji, pod katerimi se odločamo, kako ukrepati. Marsikdo vpraša, pa sej lani smo pa naročili varnostni pregled, pen test, sej pol smo pa že zmagali, ne. Ja, dejansko pen test je nekaj drugega kot pa prej tako imenovana vaja odzivanja oziroma tabletop exercise, ker dejansko pen test se nanaša na tehnične ranljivosti v sistemih. Hkrati pa lahko primerjamo to z red team vajo, ki
je pa spet bistveno širši pojem in je tisto, kar pravzaprav povezuje skupaj, bi rekli lahko prejšnjo tabletop exercise in pa odziv SOC-a na kibernetski incident. Se pravi, Red Team je vaja, ki dejansko simulira resničen napad in eno od meril je, ali je SOC ustrezno opazil vdor in potem seveda kasneje v nadaljevanju, kako se bomo mi odzvali na to in predvsem, kako je z vzpostavitvijo mehanizmov, da se bomo odzvali pravočasno. Potem imamo pa seveda tudi neko napredno obliko, to je tako imenovan Purple Team, kjer pa Red Team in pa Blue Team, ki je obrambni tim, delata skupaj in to omogoča neko hitrejše učenje obeh ekip, vsekakor je pa to nekje bolj priporočeno za zrele organizacije, ki so že dale kar nekaj Red Team vaj skozi in bodo tudi od tega imele nekaj konkretnih ukrepov in pa dobrobiti. Ko se pripravljamo na to, kako bomo imeli realizirane nekatere ukrepe v našem okolju, se pravi, koliko časa lahko naše poslovanje pravzaprav stoji, koliko podatkov lahko izgubimo. To sta dva podatka, ki sta pomembna, dejansko se pa vežeta že na tisti del, ko smo govorili o business impact analizi, se pravi o pomembnosti posameznih procesov. Za vsak proces dejansko se moramo odločiti, koliko časa je lahko v izpadu in potem koliko podatkov lahko izgubimo, se pravi tudi nenazadnje, kako pogosto se delajo backupi za tisti proces. In to je tisto, kar je pravzaprav povezano že v osnovi z business impact analizo, se pravi, kateri so tisti kritični sistemi za naše poslovanje in pa kateri so tisti, ki jih bomo dejansko prve obravnavali in prve reševali in obnavljali. In ta del, se pravi en RTO in RPO, se pravi maksimalni čas izpada in pa čas izgube podatkov, je tisto, kar ni samo stvar IT-ja, ampak je skupna odločitev in ga morajo poznati tudi vodstvo podjetja in pa CISO. Lahko pa rečemo, da je pa osnova vsega za uspešen odziv pa pravzaprav backup. Tako kot je že prej Metod omenil, nespremenljivi, se pravi immutable backup, pravzaprav se je to pravilo 3-2-1, ki je bilo včasih dovolj, razširilo še na 3-2-1-1, se pravi, da zagotavljamo vsaj offline, če že ne nespremenljive, se pravi immutable kopije, ki bo omogočila bistveno hitrejši odziv in pa bistveno hitrejšo obnovo, ker dejansko tisti del, ki ga imamo, se veže na to, da ugotavljamo, ali so backupi v redu za restauracijo ali pa so dejansko že kompromitirani in v tem primeru izgubljamo čas, če pa vemo, da imamo nek backup, ki je zagotovo v redu, ki je immutable, potem je ta obnova bistveno krajša in je lahko tudi pod 4 urami, kar pomeni, da je pa tudi izpad tistega procesa bistveno krajši. Mogoče na kratko, se pravi, ko smo že govorili o backupu, problem je v tem, da 80% organizacij ugotovi šele potem, ko pride do incidenta, da njihov backup dejansko sicer tam obstaja, ampak da ni koristen, ker ga ne morejo restavrirati. Razlogov za to je več, se pravi, bodisi da backup ni bil dober, bodisi da, če že bil dober v smislu tega, da bi bil, je pa bil recimo mogoče kompromitiran. Zato je treba testirati restore vsaj 2-krat letno, oziroma glede na to, če imamo neke kritične sisteme, za katere vemo, da so res kritični, da imamo zelo kratke čase, RTO oziroma RPO, je potrebno to početi tudi mogoče tako sekvenčno, da gremo od sistema do sistema enkrat na četrtletje. Če rečemo na splošno, se pravi, eno so tabletop vaje, ki so res tak najcenejši način odzivanja in planiranja v podjetju, drugo so pa potem vaje obnovitve, ki jih moramo vse izvajati res vsaj enkrat letno, če ne 2-krat letno.
Tako kot sem že prej rekla, komunikacija je tisto, kar je pravzaprav pomembno v vseh fazah odziva na incident, konkretno tudi v fazi obnove komuniciranje navzven in navznoter. Eno je, tudi vodstvo in zaposleni rabijo vsak na svojo stran informacije, kaj se dogaja, kdaj bo stanje normalno, kdaj bodo sistemi spet delali, ker dejansko brez komunikacije lahko pride do napačnih odločitev. Če pa gledamo zunanjo stran, seveda je pa pomembno, kako komuniciramo navzven in tišina je tista, ki pravzaprav med incidentom ustvari paniko oziroma nepreverjene informacije. Zato je bistveno boljše, da dajemo vsaj delne informacije, seveda naj bodo preverjene, kot pa da ne dajemo nobenih informacij. In še tisto, kar se moramo pri tem pripraviti vnaprej, vzorci poročil. Se pravi, da imamo pripravljeno že neke vzorčna sporočila, s katerimi bomo dajali ustrezne informacije navzven, da ne bo potem lovljenja pa nekih neprijetnih situacij in neprimernih izjav. Obnova po incidentu. Kdaj smo pravzaprav mi končali z obnovo? Ne takrat, ko sistemi spet delajo, ampak takrat, ko smo prepričani, da napadalec ni več v okolju. Se pravi, dejansko morata sklep, o zaključku incidenta sprejeti CISO in pa incident manager skupaj z SOC-om in pa z CSIRT timom, ki je ustrezno obdelal, pregledal vaše okolje. In tako kot smo govorili, nazadnje je tista pomembno, kar je analiza po incidentu, lessons learned, se pravi, kaj je šlo narobe, kaj bi morali storiti prej, kaj bi morali storiti drugače, in pa glede naših obveznosti zakonodajnih, ali smo uspeli poročati pravočasno, se pravi, zaključno poročilo v 30 dneh in pa pregled celega poročanja. Če zaključim z praktičnimi nasveti, z nekimi osnovami, se pravi, najcenejši prvi način je to, da definiramo odziv na kibernetske incidente, se pravi ERP plan, da ga dokumentiramo in da ga potem tudi ustrezno preizkusimo, ker načrt brez same vaje, brez preizkusa je zgolj teorija, vemo, da papir prenese vse in dejansko takrat, ko ga moramo uporabljati, ga moramo tudi poznati. Potem pa še nekaj čisto takih praktičnih osnov, ki mislim, da jih že vsi poznamo, pa vseeno uvedba MFA-ja povsod brez izjem, zaradi tega, ker lahko rečemo, da veliko večino vdorov bi preprečila uporaba MFA-ja. Pa potem segmentiranje omrežja, ker vemo, da ransomware, če se ne more širiti, bo bistveno manj škode narejeno in je treba ustrezno ločiti, tukaj recimo konkretno uporabnike, strežnike, OT, administrativne dostope, se pravi vsako v svoj segment. In pa backup 3-2-1-1 in pa s tem povezano testiranje obnove. Se pravi, potrebno je preveriti, ali so dejansko ti naši backupi res takšni, kot je potrebno in jih znamo ustrezno obnoviti. Mogoče še nekaj korakov za napredne sisteme oziroma za napredne organizacije, pa mislim, da bodo postali pravzaprav zahteva kar za vse. Eno je to, kar smo govorili o možnosti hitrega odziva oziroma nuji hitrega odziva. Se pravi, če imate vi tehnologijo in hkrati dogovorjeno v nekih operativnih navodilih z Security Operations centrom, da lahko izolira endpoint ali pa da lahko izolira nek strežnik, da je jasno, kateri strežnik se lahko odklopi, da ni, bom rekla, potem razmišljanja, kdo se bo odločil v podjetju, ali se določen strežnik lahko blokira ali ne. Se pravi, govorimo o tehničnem delu in pa organizacijskem delu, je to dvoje, kar moramo prej ustrezno poskrbeti, da imamo dokumentirano in dogovorjeno. Potem seveda, tako kot smo rečeno, kot je že Metod rekel, govorimo o tem, da smo ljudje najšibkejši člen, se pravi redno izobraževanje in simulacije phishinga. Dejansko tukaj, ko gledamo rezultate, ne gre tukaj za kaznovanje, za izpostavljanje tistih, ampak za merjenje ozaveščenosti in pa za prenos znanja.
In ker prihaja večina napadov preko dobaviteljev in partnerjev, vemo, da je tako, kot je sicer novost formalno v Zakonu o informacijski varnosti, ne pa zadnja najmanj pomembna zadeva, se pravi preverjanje dobavne verige, zagotavljanje to, da tudi naši dobavitelji in partnerji skrbijo za ustrezno varnost v svojih okoljih. In pa vzpostavitev komunikacijskega protokola za krizne primere, na kakšen način komunicirati, kadar pade e-mail strežnik, kadar nimamo nekega klasičnega načina komuniciranja na voljo. Če zaključim, glede na to, kako se pripravljamo na incident in kako ga potem rešujemo, in smo zelo veseli, ko pridemo do tega, da smo nekje obvladovali, da sistemi delujejo in vse ostalo, se pravi, eno je lessons learned, da ga naredimo in dejansko je tisti rezultat, ki ga rabimo, se pravi, zaključi se reševanje incidenta takrat, ko cela organizacija ve, kaj je za narediti ob naslednjem incidentu, da se bo ustrezno odzvala. Tako, toliko z moje strani. Najlepša hvala, pa jaz mislim, Alja, da so na vrsti vprašanja. Jaz upam, da nismo preveč časovno prekoračili. Mečkeno smo podaljšali, ampak mislim, da nič hudega, tako da tako kot je Ivana povedala, sedaj je čas, da izkoristite priložnost in zastavite vprašanja. V Q&A vabim, da jih zapišete, bomo pa čakali par sekund, da imate sploh možnost, da jih zapišete. Vmes pa mogoče omenim še, da boste posnetek današnjega webinarja in gradivo prejeli na vaš elektronski naslov, s katerim ste se prijavili. Če se vam tudi kakšno vprašanje porodi kasneje, nam lahko pošljete na elektronski naslov kibernetska.varnost@telekom.si, pa bomo z veseljem odgovorili. Tako da poglejmo, če je že kaj. Ne vem, mogoče so lačni. Trenutno še ni vprašanj. Imamo sicer nekaj zamika, mi s predvajanjem par sekund. Ampak mislim, da sta bila vedno res izčrpana danes z vsemi informacijami, nasveti, pa še priporočili, res tako super. Ja, veliko je vsebine na to temo, tako da je kar težko v eni uri, ampak seveda, ja, mislim, da sva, upam, ključne stvari povedala. Nekoliko sva se tudi na zakonodajo, na ZINFEN-a naslanjala po določenih zadevah, zdaj, kolikor so med današnjimi udeleženci tudi iz tovrstnih organizacij, naj jim bo to koristilo. Sicer pa verjetno ste dobili kakšno informacijo, da je URSI oziroma ENISA v sklopu tega Support Action programa izvajala tudi webinarje na temo groženj, pa na temo skladnosti z ZINFom, in so vse te gradiva in posnetki so tudi objavljeni na njihovi spletni strani, pa si tam lahko tudi kaj več pogledate še na to temo. Sam še informacija dodana. Hvala, Metod. So imeli vmes čas, da zapišejo, tako da imamo vprašanja, pa kar preberem, pa prosim, če eden od vaju odgovori. Koliko odstotkov je, da je grožnja brez phishinga? Kakšna je verjetnost, da je grožnja brez phishinga? Se pravi, direktni napadi na ranljivosti so ponavadi, se pravi, brez socialnega inženiringa, brez phishinga. Tudi ti se dogajajo, zadnje čase, ko vidimo predvsem te kritične ranljivosti, ko so objavljene, se te ranljivosti zelo hitro začnejo zares izrabljati. Odvisno, koliko je kompleksno narediti tako imenovani exploit, in zdaj, če je to relativno enostavno, kar je pa danes z uporabo umetne inteligence običajno dokaj enostavno. In to se potem odraža na to, da ti tako imenovani exploiti in dejanske izrabe teh ranljivosti je stvar včasih tudi nekaj ur. Tako da te kritične ranljivosti je res pomembno, da jih zaznate, da imate pač neka obvestila na to temo in da takoj reagirate, če je ta ranljivost izpostavljena, kot sem na začetku povedal, potem še posebej. Naslednje vprašanje, Matjaž nas sprašuje, kaj je mišljeno z uporabo PAM
za privilegirane račune oziroma zunanje izvajalce. PAM je tako imenovani Privileged Access Management sistem. Se pravi, to je nek sistem, lahko rečemo black box ali kakorkoli, preko katerega se administratorji kritičnih sistemov ali pa privilegirani administratorji povezujejo na te sisteme. Ta PAM ima več funkcij. Ena od njih je, da se uporabnik najprej prijavi na PAM in od tam potem se poveže na ta sistem. Ta PAM sistem tudi vso to administrativno sejo snema, se pravi dejansko se naredi nek videoposnetek, kaj je administrator počel. PAM lahko tudi hrani ta gesla, s katerimi se potem administrator prijavlja na kritičen sistem. Se pravi, administrator jih v bistvu niti ne ve, jih nima pri sebi, ampak so v bistvu shranjeni v nek tako imenovani secret server na PAM-u. In tako naprej. Pa še veliko nekih funkcionalnosti je, recimo pomembno je tudi odobritev dostopa. Se pravi, če je zunanji izvajalec, ki dostopa do nekega našega sistema, mu mi na PAM-u odobrimo dostop samo za tisti čas, ki ga potrebuje. In tako dalje, in tako naprej. Ne vem, Ivana, če sem še kaj bistvenega pozabil, ampak to so nekako ključne funkcije PAM-a. Ja, jaz mislim, da je tako, kot si rekel, bistveno je to, da imamo kontrolo nad dostopom takšnih, ki imajo dostop do naših kritičnih sistemov v smislu same odločanja tema, na kakšen način bo ta dostop dovoljen, kdaj bo dovoljen, vse ostalo in da je to tudi ustrezno zabeleženo. Se pravi, to spada v revizijsko sled oziroma v to, da moramo slediti, kaj se pravzaprav dogaja na naših sistemih in to shranjevati kot dnevniške zapise. Tako da to sodi, rekla, v več ukrepov, ki zagotavljajo kibernetsko varnost, kot si že ti prej naštel. Mogoče še informacija, da v Telekomu Slovenije ponujamo Fortinet, FortiPAM kot takšno rešitev. Postavi se pa za požarno pregrado, se pravi tudi PAM je zaščiten za požarno pregrado, je v nekem DMZ segmentu in je odprt seveda odzven dostop do tega PAM-a samo pač do tistih funkcij oziroma protokolov, ki so pač uporabljene. Ok, oseba, ki je prej o phishingu spraševala, je še nadgradila kot direktni napad na server brez kontakta, human kontakta. Tu, kakšen je odstotek, ne? Spet verjetnost, da se... Tako kot smo prej gledali, jaz bi rekel, težko je točno reči, ampak med 10-20%, neka ocena bi jaz rekel 20%, izraba pač nekih ranljivosti. Zdaj moramo vedeti, tako kot sem na začetku omenil, vdor in exploit ni eno dejanje. Se pravi, phishing je lahko uporabljen za initial access, tako imenovani. Potem pa, ko je napadalec v notranjem omrežju, uporablja pa zelo različne tehnike potem za napredovanje naprej. Izraba ranljivosti, lahko ponovni phishing, zato da pač pridobi neke druge credentiale, lahko, ne vem, veliko pač tehnike, dve privilegijo recimo nekemu uporabniku. Lahko je dobil dostop do običajnega uporabnika in obstajajo tehnike, da se temu uporabniku dvignejo privilegiji in potem lahko pride na AD in pač izvaja privilegirane neke akcije. Ok. Ja, dejansko se opažata dve vrsti napadov. Eni so tisti, kjer je napadalec že res daljše obdobje v okolju organizacije, drugi je pa ravno ta zelo odziven na ranljivosti, ki se pojavljajo in se objavijo in prihaja res do praktično po tistem, ko se objavi neka ranljivost, zelo hitro tudi do preizkušanja in skeniranja, kateri strežniki ali pa druge naprave so na to seveda ustrezno občutljive. Tako, smo izčrpali vprašanja, tako da najlepše hvala vsem za sodelovanje in hvala, ker ste bili danes z nami. Želimo vam lep preostanek dneva. Če pa imate še kakšno vprašanje, se veste, kibernetska.varnost@telekom.si, pa upam, da se odzovete tudi naslednjim vabilom na webinar, kar pričakujte jih, pošljemo. Nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala.